Letošnja novost, poleg že standardnega programa kronometra Ljubljana-Domžale-Ljubljana, Hofer družinsko-šolskega maratona, maratona Franja BTC Seti in Triglav malega maratona, je tudi vožnja po Barjanki ali doživetje na Ljubljanskem barju, tako imenovan Barjanka. Za dogodek smo se odločili, da nekako spromoviramo regijo Ljubljanskega barja v mednarodnem merilu, da nekako priskočimo v pomoč pri uresničitvi tega krajinskemu parku Ljubljansko barje in pa da nekako po večjih letih težnje nekako v bodoče izpeljemo 3-dnevni tekmovalni dogodek na Ljubljanskem barju. To je rekreativna trasa, Barjanka. Res je, maraton bo letos rekreativna prireditev brez merjenja časa, tudi na okrepčevalnih postajah, ki bojo v Bistri, v parku Bistre, v muzeju Bistra, pri Podpeškem jezeru in v Igu bodo namenjeni za to, da se udeleženci maratona seznanijo z posebnostmi lokacije krajinskega parka Barje in pa tudi nekako, da se kulturna društva in turistična društva predstavijo na teh okrepčevalnih postajah. Neke novosti so, oziroma kar se tiče servisiranja koles. Ja, res je. Tudi Peugeot, čeprav zastopa servis avtomobil, se je izkazal za ponudbo, da bo na tem dogodku servisiral kolesa na štartu in pa tudi na cilju brezplačno. Tudi podjetje Proloco, ki je zastopnik za podjetje Continental, blagovno znamko Continental, je ponudilo brezplačne zračnice za vse, ki bodo na 28-kilometrskih odsekih, belih makadamskih odsekih dobili okvarjena kolesa oziroma počene zračnice. Kaj pa bi priporočil gledalcem oziroma navijačem, ki bodo cesti spremljali kolesarje? Ja, glede navijačev, ve se, kaj navijači počnejo, če je tekmovalni dogodek. Tokrat gre bolj za promocijsko vožnjo, rekreativni dogodek, pač naj spodbudijo udeležence, če morajo, verjetno bo tudi veliko krajanov iz samega območja Barje na samem štartu, tako da naredijo neko posebno vzdušje oziroma pričarajo vzdušje, ki se vsako leto odvija na trasi velikega maratona Franja. Kakšni so pa vaši občutki, glede na to, da ste direktor maratona Franja? Zame je bil to vsako leto izredno emocionalen dogodek, kajti sestaviti skupaj tako veliko prireditev, brez enormnega števila pokroviteljev, brez enormnega števila sodelavcev ob trasi in volje pozitivne ob trasi in pa seveda brez kolegov iz kolesarskega društva Rok ne vidim, kako se da to prireditev sploh izpeljati. Številka je tudi zaradi Barjanke letos narasla na 2300 sodelavcev v 3 dneh, kar je izredna številka za tako v bistvu neko vrste majhno državo, kot smo mi. Tudi vi boste sedel na kolo? Ja, tokrat si bom dovolil, da prvo Barjanko oziroma premierno izvedbo izpeljem tudi jaz.